Ljudje in ljudine, poslušate veličastno 150. epizodo podcasta Obod, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obod, organska bitja opremljena za destrukcijo, smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in Aljoša Harlamo, tokrat brez gosta, a zato vsekakor nič manj gostobesedno. Današnja epizoda je, če verjamete ali ne, posvečena filmu, ki je premiero doživel prejšnji teden, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ki ga v slovenskih kinih zasledite pod naslovom Ant-Man in Osa Quantumania, mi pa smo ga prevedli kot Mravlja mož in Osa Quintnamanija. Štajerci boste vedeli zakaj. Če filma slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njem govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato na tej točki raje prostovoljno nehajte poslušati. Poglejte ga in se vrnite k poslušanju epizode, ko boste to misijo uspešno pravili. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati in vas bolj zanima naš pogovor, pa se udobno namestite, oblecite si svojo superherojsko pravo, na tej točki o Marvel menda že tala okoli, in odpotujte z nami v kraljestvo z 9 molekulami in 9 atomi. Maestro, daj muziko in je hkrati ne daj. Kratka, mi smo si v kinu pred nekaj dnevi pogledali nov Marvelov film, to je že 31. film Marvelovega kinotečnega vesolja, 31 ljudje božji, a si lahko to predstavljate? Kinotečnega, toliko časa jih snemajo, da so že za v kinoteko? Je po moje že, ne, to je že skoraj ali pa je kino, ki je tečena, veš, mogoče že to. Malo že, ja. Ja, jaz pričakujem, da bo počas Iron Man v kinoteki. Ja, tako da, Ana, Ivana, dejte. Ajda, dejte, ja. 31 je že, ja, to je, če je poprečno vsak 2 uri, je to že 60 ur. Kaki 2 uri stari? 2,20 bi rekel. Pa dobro, jaz sem malo zračunal dol, ne vem, kaj pa vem. Ne vem, če kateri pod 2 uri. Ja, misliš, da ne. To bom pa rešil enkrat, za naslednjič, ko bomo delali Marvele, ali če bomo delali sploh, bom zračunal, koliko ur je to že. Skratka, za vse, ki pod to poslušate, pa imate radi številke in imate slučajno podcast z imenom številke. Skratka, gre za žanr, je seveda superjunaški akcijski film, fantazijska pustolovščina deloma, zaradi tega, ker gremo v to fantazijsko deželo, kako bi človek temu rekel, dimenzijo, I guess. V prevodu se temu reče kvantno kraljestvo, zato ker realm je kao kraljestvo, ampak to se mi je zdelo že prejšnjič neumno. Zdaj, jaz moram reči, da ful cenim, mislim, da je Mišo Šavor prevedla, ona je to zvredo prevajalka, ampak tale realm ni kraljestvo, no. Mislim, območje bi lahko bilo, ali pa plac, ali pa kvantni jazz plac. Ja. Kvantni jazz plac. Ker pač, no, mislim, ja, to, kraljestvo, mnogo. Dobro, Igor, hvala za intermezzo. Hotel sem še reči, ja, seveda, da to je že 3. nadaljevanje Mravlje moža, Mravlja mož 2015, Mravlja mož in Osa 2018. Če pogledamo na hitro ustvarjalce, režiser tega dela je Peyton Reed, ki je posnel že prejšnja 2 dela, Mravlje moža in pa Yes Man z Jimom Carreyjem, pa 10. in 16. poglavje serije Mandalorian, za tiste, ki se že veselite kmalovšnjega prihoda serije The Mandalorian. Scenarij je napisal Jeff Lowness, ki je delal na Miracle Workers in na Rick and Morty. V pripravi pa je tudi njegov scenarij za Avengers The Kang Dynasty za leto 2025, se pravi, če sem jaz prav razumel to, kar sem bral zdaj o tem filmu, je Jeff Lowness tisti, ki skratka skrbi za Kangovo pojavljanje v MCU-ju in bo on tisti, ki je nekako nadzorni za njegovo kraljevanje v MCU-ju.
Če pogledamo malo na hitro igralce, ker so večinoma znani, sem samo njihove zadnje filme, bomo omenili recimo Paul Rudd, lahko rečemo, da bo igral seveda v 3. sezoni Only Murders in the Building, domnevam, da vsaj nekaj v flashbackih, ker je ne bom spoilal, skratka. Ne pokvariti finale, ja. Tako. Potem Evangeline Lilly smo na zadnje gledali v South of Heaven v 2021. Ma nek obskuren film, v resnici pri njej nisem načel nič kaj tako pretresljivega, razen Ant-Manov v zadnjem času. Hobbit? Ja, v zadnjem času. Lost. Potem imamo Jonathana Majorsa kot Kanga, osvajalca. Mi se ga seveda najbolj spomnimo iz Lovecraft Country, ker smo o tem posneli 62 epizodo, bo pa kmalu priboksal v kino z Creedom 3 in se bo spopadal z drugim MCU villanom, zločincem Michaelom B. Jordanom, tako da to bo mogoče 32. del MCU-ja. Samo on ni toliko zločinec, on je bolj tragičen zločinec, recimo. Yeah. Ja, dobro. Potem imamo Catherine Newton kot Cassie Lang, zdaj hčerko seveda Ant-Mana, mravlja punco, I guess. Ne, ona ima, Sting. Ja, mislim, da je to, torej je ona sršen. Ne, želo je potem že Sting. Nekako tako se mi zdi, ne me kdo popravi. Ker drugače, če bi mravlje pa naredil hibrida iz mravlje pa ose, ne dobiš sršena. Ja, no sej osad ni imela nič kaj dost to je tudi res. Ja. Med mravljo pa človekom pa še manj dobiš sršena. Ok, gremo dalje. Ne, ja, s temi čudnimi hibridi skratka, gremo naprej, zdaj sem čisto zmeden. David Dastmalchian je Web, skratka nek lik, ki si želi luken, bomo tako rekli. Igral je v The Dark Knight, bil je tudi že Kurt prej v prejšnjih Mravlja možih, drugače Abracadabra v seriji The Flash, Polka Dot Man v The Suicide Squad in igral je v 3 filmih Denisa Villeneuva, Prisoners, Blade Runner 249 in Dune. Bi rekel, da sta frenda. Ja, zgleda, da sta kar frenda. Ja. Katie O'Brien igra Gentoro, ona igrala je v seriji Z-Nation, pa Majorka Sarah Gray je v seriji Black Lightning, se pravi, tudi ona igra v DCU-ju. Kimball je bila v Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., igrala je tudi v 2. sezoni Mandaloriana. William Jackson Harper je Quas, telepat, igral je v Midsommar, recimo ena njegovih zadnjih vlog. V Good Place je imel en od glavnih vlog. On je Bičidi, ne? Točno. Ja. Potem je Bill Murray, ki se ga morda spomnite iz Ghostbusters of Afterlife iz 2021, to je njegov zadnji tok znan film. Ja, ampak ga pokvari s tem, ko se pojavi. No, glej, to ti misliš. Potem je Michelle Pfeiffer je Janet Van Dyne, na zadnje je bila v Maleficent, Mistress of Evil, se pravi v nadaljevanju zločeste, ne vem, kako smo že to prevali. Zlohotnice. Ampak mimo grede, naslednja njena vloga se pa ugiba, da naj bi bila v Flash filmu in ko v traileru se pojavi ena oseba z dolgimi sivimi lesmi, za trenutek in samo od zadaj vidiš in sumijo, da naj bi bila to Catwoman upokojena ob boku Batmana. Se pravi, to je nadgradnja upokojenk, ki živijo z mačkami, ona je mačka, ki je upokojena. In pa seveda Michael Douglas je tudi v tem filmu. Nazadnje sem videl, da je igral v nekem kitajskem Animal World. Ne vem, kva je to, ampak mogoče je kdo gledal kdaj. Jaz sem ga videl v Lov na zeleni diamant. To je bil vrel film. Res je, to je njegov zadnjih vredo filmov. Skratka, to so nekako igralci. Igor bo zdaj poskušal obnoviti tole izredno zapleteno zgodbo. Igor. Ja. Torej, Ant-Man oziroma Scott Lang uživa v svojem lifeu, ko ima zdaj familijo in ni v zaporu in ima prijatelje in ljudje mu dajo zastonj kavo, ker mislijo, da je Spider-Man. Čeprav ne vem, zakaj mislijo, da bi Spider-Man bil v San Franciscu.
to doesn't really make sense. Ne, res ne. Pri celi stvari, to najbolj baffling. Potem nenadoma jih vse glih, ko so za mizo, potegne v Quantum Realm, ker je Casey naredil nekaj zdeva in jada. Zdaj, cel ta Quantum Realm prav zares razložijo, kaj delujejo te stvari, ampak whatever, let's just roll with it. Ne? In pridejo v ta magičen kraj, kjer so ta neka bitja, ki so neke najbolj hudega, kaj bi si lahko predstavljal, ampak bi rekel, da režiser in scenarist sta na nekem zelo basic fantasy level, prav malo me je čudilo, da nekak ork pride mimo. Mislim, tak v primerjavi z, ne vem, Tronom ali pa kakim takim filmom, kjer grejo v nek podoben svet, se mi je to glede na sodobno tehnologijo, kaj lahko CGI naredi in vse skupaj zdelo malo basic. No, skratka, pridejo tja in tam jih lovi nekdo, ki ne vejo, kdo je in pač potem ugotovimo, da je to Kang. Eno par jih gre k Billu Murrayju, ki jih izda. Oni grejo, k se pridružijo upornikom, čist po naključju se vsi takoj nekako najdejo. Skratka, Kang rabi njihovo tehnologijo, da bi prišel ven iz tega placa. To pa zato, ker je Janet mu njegovo tali vir energije pomanjšala ali povečala ali whatever naredila. Povečala. In zdaj ga rabijo pomanjšati, da bi lahko napajal svojo ladjo in z njo prišel v naš svet, kamor tja pa je bil izgnan strani ljudi, za katere ne pove, ampak potem se izkaže, da iz lastnih variant, tako da v bistvu za eno dost vredno razumevanje je fajn pogledati Loki serijo predtem. In vse te Kangove variante basically hočejo zavladati svetu, ali pa bi tale sam hotel zavladati svetu, multiverzumu, kakorkoli češ vsemu temu reči. In si je že naredil armado, potem se pač borijo sem pa tja na koncu. Se naši junaki rešijo, Scott Lang / Ant-Man se boksa s Kangom, kar pa mislim, da pokaže eno pomankanje kreativnosti Peytona Reeda, ker pač čist default pretepe boks. In na koncu imamo to, da se oni rešijo, Kang je mrtev, tale varianta Kanga, potem pa v oni sceni vidimo, da vsi ostali Kangi so še večja nevarnost, ki prihaja zdaj in tu smo končali. Res je, zelo fajn povzetek, dragi Igor, hvala za tole. Ja, mogoče začnemo res s tem prvim krogom, kot vedno začnemo, skratka, kako nam je bil všeč film. Mito? Mene je bil poprečen. V bistvu že meji malo na razočaranje, pa niti ne, da bi bil za film v defaultu kao na večjih mestih slab, samo pač ponavlja se. No. Ta Marvelova formula kaže že, ene Orenger spoke, zdaj že v 31. načici se tu te, vsaj zame, no, se te recepti pa vzorci tako že ponavljajo, da mi je malo boring. In mi je malo škoda, ne, ta izguba nekih določenih identitet, ki so v bistvu bolj identitet v smislu slike, pa likov, pa viticizmu oziroma bistroumi in humorja se tukaj začnejo že dost radirati, ker bolj ali manj vsi liki enako operirajo, imajo isti tempo, imajo isti humor, imajo isto akcijo, imajo isti glas, skoraj da, ne, iste obleke in je to že malo problematično, se mi zdi. No. Meni je Ant-Man drugače cool. Prva dva filma sta bila čisto ok. Imela sta svojo identiteto, prepoznavnost, svoj humor, svoj, nastavek. Tako kot ga imel Thor, na primer, ne? Pa se celo Thor zelo uspešno preobrazil v nekaj več, v nekaj drugega, ne? V tretji enačici, v četrti malo manj. Kaj Chris Hemsworth v smislu Thora ima neko dikcijo, ima nek tekst, ki je pač ta vzvišen, patetična dostava tistih njegovih najstniških idiotizmov, tak naprej, ampak seveda pač to je Thor, ne? Zdaj pa v tej fazi, ali pa v tej fazi Marvela se mi pa zdi, da se tu zdaj ponavljajo te zlizanosti, no? In tu Ant-Man, ta šansa, da bi se iz tega naredilo ali parodilo nekaj novega, nekaj boljšega, je pač bila zamujena. In feeling imam, da pač film, kolikor dober pač je
je dober zaradi Kanga, zaradi Majorsa. Kon je res dober, pa zanimiv zlikovc, ki ful obeta. Ki je zdaj odkar je Thanos odpokal, mi je ta prvi zanimiv lik, ta nov. Tako da ja, tu sem. Igor? Ja, meni je bil dolgočasen, zato ker ima vse te možnosti, ki sem že prej rekel, da bi vizualno nekaj naredil ali pa zgodbo v tem povsem XY svetu in je spet ne zna izkoristiti, podobno kot je ni znal izkoristiti Strange v Multiverse of Madness, je tudi bilo v končni fazi precej boring. Sploh kar se pa tiče tega sveta, se mi pa zdi bizarno, ker je precej podobnih stvari se zgodi v filmu Strange World, ki ga najdete na Disney Plusu, ki je bil lani poleti v kinu in je prav tako zgodba o družini, ki potuje v neki čuden svet, kjer morajo preživeti in srečajo tam ene ljudi, ki jim pomagajo, pa ene, ki jih probajo ustaviti in nem zdaj celega tistega filma razlagal, ampak vizualno in kar se zgodbe tiče in vsega je tisti film toliko boljši. Tisto je res inovativen, krasen film, ful črpa iz enih osnov znanstvene fantastike, ene vzorce in jih čisto drugače naredi, zelo dobra postolovščina je. Dočim tukaj kar vse hoče, se zdi, kot da samo hočejo, da bi čim prej bilo skozi vse in da bi se čim manj pripetilo vsem likom. Ne? Zdaj pa kar pa mi špila, pa je, da Kang je dober, kar je že Mito omenil, pa za razliko od Wakande, ne, ki je vizualno bistveno superioren film, pa moram reči, da se mi je dopadlo, da niso se trudili 10 serij in 6 filmov noč stlačiti. Ker tam tisti film je predolg, trpi zaradi zgodbe, zaradi likov, ki so tam, ki čist nič ne povejo, razen tega, da bo zdaj še eni 2 seriji pa en film, ki bojo sledili. Ne. In to se mi zdi, da tu v redu, da niso, pač Kanga smo spoznali in to je dovolj. In se mi zdi, da ena taka kohezivnost med temi filmi je čist v redu. Ne rabiš kaj več, ampak rabiš pa nekaj več od zgodbe. Da ne pozabim, k temu se še bom vrnil, kar si Igor zdaj omenil, jaz bi tudi, najprej seveda tudi moj vtis, jaz se moram pač strinjam se pač z obema, ne, tukaj je, kar mene pač zmoti, je, tako kot si Igor že ti rekel, ne, da upelješ več vesolje, pa nič ne narediš s tem presenetljivega ali pa zanimivega, ti je pač že, zdaj bom jaz, Igor je odmev, pač ti je že Pajek mož v risani varianti pokazal precej boljšo stvar, ne? Kot si jo ti naredil, pa tudi v končni fazi Pajek mož, potem vsaj to, da dobimo stare Pajek može, je bilo ok, tudi v zadnjem varianti igranega filma, ampak tukaj pa zdaj neka druga dimenzija, kjer bi ti res lahko daš, pa na začetku še je izgledalo, kot da bo zdaj to res neki posebnega, da bo res da se bodo dogajale malo nelogične stvari, kar bi jaz pričakoval od kvantnega kraljestva ali karkoli pa že območja ali placa, pa ni nič, ne? Ti zelo hitro pozabimo, zelo hitro postane ta kvantno kraljestvo samo miniaturna vsa druga kraljestva z nekimi, da ima glavni zlikovec neke te robotske vojščake, ki so pač generično narejeni in pač so narejeni zato, da jih pač lahko superjunak pobija brez milosti in brez slabe vesti. In pač ja, to postaja že malo dolgočasno postaja tudi to, da imajo zdaj že vsi ti superjunaki en kup nekih pomočnikov, ki so zdaj večinoma njihovi sorodniki in žene in skratka že družinsko to neko reševanje sveta, pri čemer nič od tega ne izkoristijo za karkoli zanimivega med temi liki, ampak samo to, da pač skratka prvič, da ima Marvel neko prihodnost, ne? Zdaj v tej liku hčerke od mravlje moža Cassija, ker sem res preveril in je Mito imel prav, Stinger je njeno neko ime in Stature
ne vem, zakaj glih Stature, in pa Stinger tudi ne razumem, kaj dostika nekega žela, tudi zdaj ni imela, mogoče to bi pozneje, no, skratka. Ampak hočem reči, da zdaj že teh likov preveč za film, kljub temu, da tako, kot je Igor rekel, niso tukaj skušali, čeprav najbrž bo ta Cassie dobila svoj film kasneje ali pa serijo ali pa bog ve kaj, ne, ampak niso pa poskušali nekako na silo tega noter upelati, razen mogoče Modo, ki je bil tako kar neki, no, upeljan noter, ampak kljub temu jih je pa še vedno preveč likov, no. Zakaj rabim jaz 6 likov gledati, med katerimi ni nobene razlike, ker zdaj pač mravlja mož osa in mravlja punca so dobesedno isti lik, zelo podobne uniforme, nič drugačnih moči nimajo, ne vem, pač meni se je zdelo vse skupaj precej bedasto, na koncu pa, kaj že pričakuješ, jaz sem pričakoval, glede na to, da smo Cassie uvedli, da ima ona uniformo, da bo pač mravlja mož umrl, da bo Kang dvignil malo to letvico in pač pokazal, jaz sem res zlikoc, ne, ki se me je treba bati, se niti to ne zgodi, ne. In jaz sem bil precej pač tudi razočaran nad filmom, moram reči, no. Sem pa hotel, preden da ne pozabim, sem pa hotel to reči, ker si Igor prej omenil. Ja, tudi meni se dopade, da zdaj v Ant-Manu nismo imeli še 6 drugih filmov pa serij noter, ampak vseeno pa moram reči, da recimo včasih smo z velikim veseljem čakali na te scene med krediti in po filmu, zdaj pa so tako kar neki samo sebi namen, pač vsi jih pričakujemo, niso pa neki zdaj blazno navdušujoči ali pa ne vem kaj. Potem, ko smo imeli enkrat glas od Bladea, ni v Bladeu več duha ne sluha, zdaj pa pravzaprav Loki, druga sezona, ker smo vedeli, da se dela, ker smo vedeli približno, o čem gre, smo to dobili, ne vem, pač meni se ne zdi, da so te scene še smiselne. Prva scena z Kangi je bila, ne? Okay. Tista je ful delovala, ne? Ta druga, do katero moraš čakati do konca napisal, pa je res lame. Pa mislim, imaš Owena Wilsona, ki sem zdaj pozabil, kak je liko ime, pa Lokija, ki gledata še eno varianto Kanga. In ja, je on to. Obvesli ste to že skapirali, nekaj boste že naredili s tem, kaj polče ga gledate zdaj, kak nastopa tam. Ja, edino, kar je seveda ne... Mislim, samo trenutek, dosti boljš bi bilo, če bi ona dva sedela v kinu pa gledala Creed 3, ne, ali pa videla trailer in rekla, da je to še ena varianta. Ne. To bi bilo meta, to bi bilo cool. Ja. Čeprav tukaj moram seveda povedati, da seveda med oboževalci je završalo, a ne, ker je pač med poznavalci stripa, ker je ta tip, ki ga ona dva gledata, je župan Viktor Timely. In ta Viktor Timely je nekako povezan z človekom Baklo iz Fantastičnih 4. Tako da zdaj imamo že drugič namig na vrnitev Fantastičnih 4, čeprav Marvel uradno še mislim, da še ni rekel. Ne, vse so že potrdili, samo igralcev še. Igralcev še nimamo. Ja, se tudi pozornim na YouTubeu ni ušlo, da v bistvu v tisti prvi post špici je vsi ti Kangi pridejo na stadion ali kva z neko kvadratnim portalom, isto kot Reed, torej iz Fantastičnih 4 v Doctor Strange Madness of Multiverse. Tako se pojavi, tako se tudi oni pojavljajo, pač kao da ta trik, ta tehnologija je identična. Ne? Ja, tega jaz nisem, jaz sem je na YouTubeu. En predlog imam, kaj če namesto da rečemo vsi ti Kangi, rečemo kar Kangler. Ne, veto. Veš, kako se moram zabremzati, da ga ne začnemo ponašati, ampak ok. Ja. Kaj? Torej, film nam ni bil posebej všeč. Mislim, filma... Kaj pričakujete naprej zdaj od Marvela? Zdaj smo celo tole 4. fazo dali skozi, ki je bila zelo neenakomerna. Pa se mi enostavno ne zdi, da vejo, kaj gradijo na tej točki. Ker recimo imel si v redu filme, kot so bili Eternalsi,
ki so bili nekaj čist svojega in zdaj nič s tem dalje. Ne? Tam se Bladeov glas pojavi na koncu in Blade bomo imeli, ampak bomo imeli kdaj Eternals, bomo imeli kdaj Harryja Stylesa, karkoli je Eros. Ne, nič ne kaže. Imel si Strangea, ki na koncu dobi tretje oko, oh my fucking god, zdaj bo nekaj s tem. Ne. Imel si Thora, ki se, I guess, da upokojil, dobro, to smo, ali pa bo še kaj, ne vem, pa bo še Thorova hčerka zraven. Res ne vem, kaj pa vidva mislite, da so zdaj kaj gradili, da bo počasi začelo imeti nek smisel, ali da pač enostavno delajo različne filme, pa se pretvarjajo, da bojo Avengersi na koncu smiselni, ali kaj ne vem. Ja, jaz res mislim, da je to celotna faza deluje kot nek orang prikolca za Kanga. No? Vsi ti liki bolj ali manj časni skrin mi je vseeno za njih, ki sem jih zdaj spoznal v tej četrti fazi. Res, mislim, ni... manjka jim kot prva neka ta, rečemo, popkulturna zgodovinska teža vsem tem likom, ne? Ker pač so manjši, da se tako izrazim, niso tako prisotni v prostoru. Ne? Po drugi strani pa zraven Lokija pa zdaj pač tega mravlja moža oziroma Quintana Manije je Kang tisti, ki je edini zanimiv, pa ki je nastavljen, vse zame. Ne? Ostali so pa, ne vem, delovali, kot da tu malo eksperimentirajo še s to formulo, ki pa niti ni več toliko uspešna, kot sem tu že povedal. Ne? Spider-Man še meni dela. Mislim, Eternalsi so bili v redu. V redu, ampak tako kot si ti rekel, deluje tako samo za sebe, pa samostojno, da jih sploh težko povezujem. Naprimer, Ja. Plus pač cela konec Eternalsov, kjer se pač začne Bog pojavljati iz planeta Zemlje, and let's never anyone mention this again. Ja, se tudi vprašanje, da se tukaj dogaja. Non-stop se pogovarjajo o nekaj, ali pa slišiš od drugih, ne vem, bolj stripovskih poznavalcev ali kogarkoli, da pač, evo, tudi Ant-Man sta vedela, da se dogaja v letu 2025. Naprimer, a veš, take fore, ne? Te časovnice oziroma ali to že neki ta multiverse madness, kao, ne, je v bistvu popolnoma zblaznil, a veš, ta geografija mi že čist ne štima več, no? Ker sploh ne vem več, da se kaj dogaja, vedno je kao, ja, to je bilo post-tlesk, pred-tlesk, kakorkoli, no? Ampak ta občutek kohezije je malo zmuzno jim, no? Mislim, je zlezel nekam, no? In pač to se mi zdi, da jih malo tepe, no? Ja, seveda, mislim, med vsemi temi liki je čist jasno, da neke kohezije ne mora več biti, ne, da zdaj gledamo toliko teh vsebin, tudi serije, ne, in zdaj tudi mislim, da, tako kot Igor rekel, vseeno tukaj se meni zdi, da je skoraj da pač zdaj že nujno, da si ti Lokija videl, da vsaj malo bolje razumeš, kdo je zdaj ta Kang in da ti filmi sami več ne pomagajo, ne. Skratka, da tu zdaj res je ta prepletenost do te mere. Jaz sicer mislim, tako kot se mi to pravi, Kang je seveda naslednji, je ta zlikovec, ki bo zdaj povezal vse tole, me pa zanima, kako ga bo uvedel še kam drugam, ne? Ker če jaz prav razumem, Kang ni v Marvelsih. Tole bo zdaj, čakaj, so Marvelsi so naslednji, ne? Če se ne motim. Ja, ampak veš, kdo je v Marvelsih? Noben ne ve, se danes je v bistvu prišel na Twitteru, sem videl neko foro kao no poster za Marvels, pa se tudi nekdo sprašuje, ja, pa kje je Bedi, kdo je Bedi sploh tega, ne? Vidi samo te 3 ženske and that's it, nekako ni nič za razbrat, ne? Ja, pa Nick Fury bo not, ampak sumimo, da Nick Fury ni bad guy. Mene moti malo to, ker mislim moti. Ideja seveda tega ne smemo pozabiti, da Nick Fury igra tudi v Skrivni invaziji, ne, ki bo pa serija. Yeah. In jaz mislim, da bojo oni nekako prepletli očitno v tej fazi obe zgodbi, se pravi Skrivno invazijo in Kanga. Ker Kang je gotovo v Avengersih, pač naslednji maščevalci, ki bojo, so s Kangom povezani, naslednja 2 filma, ne, in tam bo Kang bad, ampak če bo zdaj oni skušali 2 stvari, ker jaz predvidevam, da Marvelovke, ali kako jih bomo imenovali, stotnice, ne vem več, zdaj je to množinskih že res velik, se bojo seveda povezane s Skrivno invazijo, zato ker so bolj povezane z zgodbo Furija, ne, besnega. In jaz mislim, da tukaj bo neka čist druga špura. In me res zanima, kako mislijo oni Kanga v vse to noter, ker seveda zdaj Kang s temi svojimi številnimi variantami, ki smo jih spoznali malo na koncu, od tega nekega faraonskega, egipčanskega Kanga do nekega vseh teh variantov, se lahko pogledate na Wikipediji, skratka milijonih je,
eni zvenijo kar zanimivi, ampak recimo, kako bomo vse te zgodbe speljali, jaz nimam blage, a se bo zdaj tudi v serijah, ker stvari, ki so napovedane za naprej, niso nujno povezane z vsem tem. Tudi mislim, da napovedan Stotnik Amerika naslednji, da tudi ta bi po logiki serije se prej povezal z Skrivno invazijo kot pa s Kangom. Zdaj ne me držati seveda za besedo ali pa 100%, da to velja, ampak seveda Skrivna invazija pa seveda zakompliciral za vse junake, vse skupaj, ker poanta Skrivne invazije seveda je, da so ti skrili prevzeli podobo nekaterih superjunakov, se pravi, da ne vem, mogoče Mravlja mož ni več Mravlja mož, ampak je nekdo v njega pač zamaskiran, hvala Igor, oziroma pretvorjen, preoblikovan, pri čemer pač je vprašanje, je Mravlja mož zdaj mrtev ali samo ujet, v stripu so eni ujeti, mislim, da so eni res mrtvi in tako, skratka, gre za tako neko spet spopad med superjunaki, ampak s tem, da so zdaj eni pač v resnici nekdo drug, ne? Ampak, veš, na enem YouTubeu sem videl, ne vem, kdo je skušal, ki pa zelo drugače povezuje, pa rekel, da na mesto sosledja, da je pač drugo za drugim, ne? Da v bistvu s Kangom bodo najprej opravili, medtem ko Skrivna invazija ima pa celo ta cilj, da se v bistvu ta multivers zgodi na enem svetu, ne? Kao, da potem vse to skupaj potegne, ne? Ampak ta zadnji tele v Phase 6 film je Secret Wars, ki pride 2026, eno leto pred tem, tu vmes ni nobenega, pa pride Kang Dynasty. Tako da s Kangom bojo šele čez 2 leti poračunali. Se s Kangom mislim, da bojo, veš, s Kangom bojo, po moja teorija, bojo poračunali tako po epizodah, po filmih, po levo, desno, ker ti bo itak znova nove inačice ven pluvalo. Ne? Jaz po moje bojo na ta način ga skušali z njemu operirati, ne, kot nekaj, kar je, kako se že reče, inevitable, pa hkrati se vedno znova porojeva pa pojavlja, ne, v vedno novih inačicah. Kjer je oni ta glavni bedi, pa niti ne vemo, razen tega, mislim, da sem nekje zasledil, da bi tale egipčanski, ne vem kako se reče, imperatus ali ne vem kak že, tale bi bil tak glaven, kakorkoli. No. Ampak prebral oziroma videl sem pa tudi, da pač se zaradi tega, kar njemu naredijo ali kako rešijo ta multivers, potem zaradi te rešitve zgodi Secret Invasion, tako kot se pač bi naj zgodila. Tako da ne bi bilo za to neka vzporedna fora, mogoče že serija nekaj da nastavijo ali pa nekaj, ampak da pač bi naj bilo to kot rečemo Civil War post Avengersi, naprimer, kao ta varianta. Ne vem, ampak ja, definitivno. Tukaj, vmes so Guardians of the Galaxy, ki nikoli se niso tako blazno povezovali razen seveda, ko so bili del Avengersov z glavno štorijo, tako da po moje se tudi zdaj tukaj ne bojo, ne? Še posebej, ker je to zadnji del njihov, kjer pričakujemo, da pa tle pa res jih nekaj umre, ne nazadnje James Gunn, tisti, ki stoji za tem. Pa ne smemo pozabiti, da je seveda eden od filmov, ki je v prihodnosti napovedan, mislim, da 3. ali 4. zatem, so seveda Thunderbolts. Thunderbolts so pa njihovi Suicide Squad, se pravi The Bad Guys, kjer domnevam, da bi se lahko nekaj dobrim nekaj zgodil, zaradi česar bi mogli pač vstopiti noter ali karkoli. Ja, ali pa, ne, mislim, ampak tak je, ne, da Thunderbolts je možno, da bo imeli čist neko X misijo, ki ne bo imela veze s tem skupaj. Res, ja. Potem pa sta Blade pa Deadpool, ki pa si tudi ne znam predstavljati, da se bo ta proti Kangu borila. Ja. Mislim, če bojo zdaj dali Blade proti Kangu, se mi zdi... Kang the Vampire. ja, mislim, razen če bo variant, ne, ampak se mi zdi malo boring dati Blade proti nekim vesoljcem. Mislim, daj ga proti vampirjem, lepo prosim. In Deadpool pa tudi kaj? Mislim, kaj? Bo Deadpool bo sarkastičen do njih? Ja. Jih bo žalil? Ne, Deadpool mora biti to, po moje, nekaj, kar Marvel nuca končno je torej, da pač uvede zraven Fantastic Four humor. X-mene noter, ne. To je nekaj, kar čakam, da jih upelje, ker mogoče jim bo to
pomagalo malo formulu razbiti, neke sveže vsebine, no? Da niso zdaj samo pač tile like, ki jih malo že poznamo, pa se obnaša bolj ali manj isto, ampak nekaj svežega, da se lahko tudi, ne vem, kaj drugega komentira še ali pa pojavi ali pa naslika, kot pa pač do zdajšnje inačice. Ne? Ja, je pa tudi zanimivo seveda zdaj, kaj bo v zvezi. Jaz mislim, da zdaj res gledamo, pač, da je bil pač pred kratkim vrh pač super enako in da zdaj počasi gremo proti smrti tega žanra, ampak v zvezi s tem je zanimivo seveda, kaj bo zdaj DCU naredil, ne? Ker seveda tam bojo pa zdaj z novim Flashom pobrisali vse stable in začeli sestavljati na novo. Ne? In zdaj jaz upam, da se oni kaj učijo iz napak Marvela. Po drugi strani pa, glede na to, da hočejo spet ustvariti enotno vesolje, ne bi rekel, da so se blazno naučili, ker meni so seveda pri DCU in mislim, da večini oboževalcev in tudi gledalcev, ne nazadnje ti filmi, res dosegajo visoko gledanost, so nam bolj zanimivi filmi, ki nimajo nobene veze z DCEU, ampak so, kako zdaj že oni sem pozabil, tako Elseworlds, ja. Se pravi Batman in Joker, ki nimate nobene veze in se ne bosta pač srečali na ta način. Meni je to pač veliko bolj zanimivo in bolj se veselim novega Batmana kot Michaela Keatona kot Batmana, recimo. No, no mislim, meni se vedno zdi fajn imeti Michaela Keatona kot dobro, Batmana. Pa naj ti bo, no. Ta Michael Keaton, Batman. Ampak ne, mislim, to, kar je James Gunn orisal kot to, kar nameravajo narediti, se mi zdi zanimivo. Plus glede na track record Jamesa Gunna, mislim, da bi moralo biti doable. Njegov Superman film, to bi res rad videl. Mislim, človek ima zelo drzno vizijo in mislim, če on hoče delati Supermana, bomo definitivno dobili takega Supermana, ki ga še nismo videli, pa dozigar sem, da bo sicer neki dark momentov not, ne bo pa dark, kot je bil Snyderjev na enak način. Ne? Pa ne vem, navel gazing, rečemo temu. Plus ta Batman štorija, ki jo je rekel, da je pač Batman fotor, to se mi zdi, da je nekaj, česar izven risank nismo videli, pa v risankah, mislim, v animiranih celovečernih zadevah je bilo to dost na hitro narejeno, tistih, ko sem gledal, zelo tonalno so bile zelo all over the place. No, tako da to mogoče pa bi lahko bilo zelo zanimivo. Zdaj pa ostali liki, mislim, človek je dokazal, da zna narediti film, v katerem je en glavnih junakov Polka Dot Man, tako da se mi zdi, da če bo on obskurni like not uvedel, da bi pa s tem znal kaj narediti. No. Ja, me veseli tvoj optimizem, Igor. Tako kot vedno, ja, jaz se tudi, mislim, upam, no, da se bo tukaj nekaj pokazal. Jaz ne bom žaloval za Snyderversom, moram reči, da najfani njegovi toksični ali netoksični še se tako razburjajo. Lej, bil je boring, pokopljimo ga, dajmo nekaj znova početi. Če se še mogoče za trenutek vseeno vrnemo k temu filmu, skratka k Pajku možu, da ne bomo samo o Marvelu več čas govorili. Meni je tudi tako čist, kar me je pač razočaralo pri tem filmu, je spet to, tako kot smo se pogovarjali pri več vesolji, tudi tukaj greš v neko dimenzijo, ki ni raziskana, potem so pa tam spet ljudje in je vse isto v resnici. Zakaj sploh moraš imeti izumiti neko kvantno kraljestvo, če bi to se lahko isto enako dogajalo, ne vem, nekje drugje, recimo, ne vem, v ruskih stepah ali pa ne vem kaj. Res nisem razumel. Ja, koliko sem jaz razumel, je ta fora, zakaj enega pošljajo v kvantno kraljestvo, je, ker je izolirano od vpliva vseh časovnic, ne, tudi tako. Res, ampak zakaj pol Michelle Pfeiffer je starejša, ko pride ven? Ja, to pa je celo nekdo opozoril, ne vem, New Rockstars ali eni od teh kekcev ali Emergency 8, da pač kao, ne se spraševati o tem, ker ne dela najboljš. Dobro je to opozorilo, ne se spraševati. Ne, samo je pa treba reči, da Michelle Pfeiffer še vedno kar hod zgleda, tako da bi razumel, da bi mlajši Michael Douglas bil z njo. Ne? Mislim, ne nazadnje eden od filmov, ki jih je posnela, je bila z Zacom Efronom, sta imela nek flink, tako da, glej, Michelle Pfeiffer, why not?
Dobro, nihče ni zdaj tle dvomil o Michelle Pfeiffer, to sploh ni bilo vprašanje tukaj. Ampak tudi vsa ta motivacija njena, dobro razumem, pač bila je bad girl v Kvantnem kraljestvu, tudi varala je Michaela Douglasa z Billom Murrayjem, očitno. In zaradi tega recimo ni povedala, kaj se je tam dogajalo. Ampak če bi ona rekla, tam je nekaj ful slabega, ta Kang je kar nek bad guy, prosim, ne komunicirajte z Kvantnim kraljestvom, pač tretjega filma ne bi bilo. No? In jaz tega ne razumem, te slabe motivacije tega, da junaki ne govorijo in še pridejo tja in še ona kar neki čim prej gremo ven in noče povedati in si tako, o moj ljubi Jezus, no, a boš zinila ali ne boš zinila, no, tej mir. Ja, kar si ti že prej izpostavil, da nič ne delajo s tem, da so oni družina. Ne? Res ne dobiš tega občutka, da karkoli je tukaj vmes, malenkost med Scottom pa Cassie, ampak manj kot v prvem filmu, manj kot v drugem filmu. Meni se zdi, da še slabše kot tole, ker v bistvu liki dost operirajo na ravni, da so take ekspozicijske bombice, medtem ko Cassie v drugi polovici filma še samo govori dad, a veš, samo še za njemu kriči, medtem ko Osa ni. Tako da sploh ne vem, zakaj je v naslovu. A veš? Ona je dejansko samo na koncu, ko mu pomaga pomagati. Kanga. Kar je super, da best, ampak to so zgolj, veš, taki operativni koncepti, ne, in mi je malo škoda, da se potem tako slabo spiše. Še tudi tista glavna scena, ki se meni zdela pomembna za ta film, Scott pride v Kvantno kraljestvo, njegovo kraljestvo, bolj manj, da mu se tako izradi, ker on potuje v ta šit noter, ne, ubiva ujet noter, ne vem kva. In sreča glavnega novega bad guya v zaporu in je posneto na najbolj boring, poprečen, dolgočasen način, v taki temi, da smo ne vidiš, dokaj igra, pol pa še v bistvu zrezano nerodno, pa še v bistvu je tako precej meh narejeno. A veš, nek vrhunec bi si predstavljal, fuck da to, kje je muska, kje je groza, kje je ono, ne vem kva. Ne, samo pač po najbolj neki generični formuli narejeno in to mi je škoda. No, pa kar je glavni problem, Michaela Penja ni not. Mislim, drug film. Drug film so tiste njegove ideje, kaj se je dogajalo po njegovo, ne? Tisto je ful naredilo drug film, ful je en tempo dodalo, eno bizarnost, ne? Ki je umanjkala. Ker prvi film je imel scenarij, ki sta ga delala vse v osnovi Edgar Wright pa Joe Cornish. In si imel te bizarnosti kot tisti vlak Thomas the Tank Engine not in en kup takih stvari in Scotta Langa, ki mu ni jasno, kaj se dogaja. In drug film so te stvari preko Michaela Penje, preko njegovega lika uspeli dati not, tukaj pa ni več humorja. Praktično ga ni, razen tisti začetni pa končni del, ki sta basically stand-up acts in to je to. In to se mi zdi, da najbolj kar zmanjka glede na pač prejšnje. Pa s tem, da tukaj ni velikih čustvenih vložkov in bi tukaj humor res lahko bil, za razliko od kakšnega, ne vem, Black Pantherja, kjer Black Panther je mrtev, moj žalostni smo, ampak kaj pa tole, a veš, mislim, te fore, ne, zakaj greš delati čustvene filme, ki jih ne znaš razrešiti konflikta, pa pač greš v humor, tukaj, kjer bi pa bilo ogromno humorja, je pa največji humor pač sluzast bitje, ki hoče imeti luknje. To je... Pa telepat, ki mu je nerodno, ko bere ljudem misli. Ja. Mislim, kup nekih likov, pa kaj je z neko raketo, pač ne z laserjem na mest glave, kva je to? Ali pa Modok, evo. Ja, pa Modok. Ajde, gre. Modok bi naj bil smešen. Ja. Meni se je zdel blazno smešen. Ne, čudno. V bistvu, zdaj ne vem, je to problem scenariste ali same režije ali pa koncepta, v katerega so zapadla, ampak res škoda, ker sem to že rekel, da se že malo ponavljam, da pač na vsak način so hteli z Ant-Mana nekaj drugega narediti kot to pač, kar je bil. Ne? Pa ne mislim v tem Hero's Journey Story Arc, sploh ne v tem smislu, ampak pač v smislu neke formulaične zasnove, ki
pač mislim, da mu res ne ustreza. No. Po moje bi več, če bi malo več riskirali, pa šli na Taika Waititi poskusek, eksperiment, kaj tazga. Mislim, scenarist je nekdo iz Rick and Mortyja, če se ne motim. Ajde, greš noter v neko tako odfuk zadevo, da je odfuk potem tudi posnami, ker sama slika ne make millions of dollars, ker pač tukaj res niso niti še tega zadelne, ker bi lahko si dal duška, pa so po vrhu še potem vse za moje pojme sliko slabo prepeljali skozi. Vsa ta norost bi lahko bila bistveno bolj našopana, pa brvita, če smo že pri tem. Absolutno se strinjam s tabo. Jaz razumem, da kvantno kraljestvo očitno nima sonca, ne vem kaj, ampak na nek način pa vse to temno. Ja. Ne vem. Zgleda, da bi padli v Game of Thrones epizodo pač dvobojev in pač Game of vse v temi. Ne vem, precej naporno. No. Ja, pa tudi ta precej Star Wars je, ni? Tale kvantna scena. To sem hotel tudi jaz reči. Ja, se v bistvu to, nekdo je celo našel, da ali je to po enem drugem. Skratka, se nija veze. Zelo Star Warsi, vsi ti čudni, zanimivi liki, bi naj bili zanimivi liki, ampak je toliko preveč, da bi se v bistvu na kjerega usedel. Pa zakaj so točno takšni, kot so? Mislim, ne vem, tak ni neke velike logike za tem. Škoda, no. Ja, se strinjam, jaz mislim, da bi celo film lahko dali naslov Mravlja mož v Mos Eisley kantini, nekaj takega, ker točno spet to, kar Star Wars tudi rad dela, imaš cel planet in potem so po dva bitja samo ista, vsi ostali so pa pač ljudje, so neka mešanca, ostali pa tako, vidiš dva una, pa si tako, mislim, zakaj? Samo dva, zakaj, ne vem, skratka, precej nenavadno, naporno in škoda, se mi zdi za film, ki bi pokazal. Poleg tega, kar jaz mislim, da je velika škoda, če sem zdaj jaz prav razumel, da skratka tiste Kang variante, ki jih zdaj vidimo na unem štadionu, Kangleri, skratka, ki bo nasprotniki naprej, so vsi spet seveda računalniško obdelani, ne? Vse tiste, ki smo jih videli, ta egipčanski ima neko masko in neki gor, skratka, vračamo se nazaj, ta Kang je bil pa človek, je bil pač brez vsega in je bil najbolj zanimiv, pa mu nismo pustili niti, da bi svojo igro Jonathana Majorsa, ki je pač izjemni igralec, da bi še vsaj to videl, kako je on res izjemen. In zdaj v naslednjih bomo pa gledali te pač face z nekimi maskami, ki pač bo zelo podoben pač prejšnjemu Badiju. Ne vem, to mi je škoda, se mi zdi. Ja, tako res zanimive odločitve, ki ne vidim povoda za nje. Res še posebej ne na budžet. Mislim, Jesus. Ja. Mislim, sej pol rad toliko drag, pa spet ne more biti. Ne, zdaj si tudi že malo stara. Mislim, da v tem filmu sem je prvi zdaj malo starejši. No. Tako, da se mu že pozna. Zdaj pa ne vem, to zato, ker je fotar. Mislim, v filmu. Mogoče zato, ker je knjigo napisal, veš. A ja. Vse, kar je moral z uredniki dati skozi sebe. To je tudi res, ja. Mi je pa všeč, da poslušajo svojo lastno zvočnico. Meni je bilo pa to kar, ja. Mislim, kak ti je bilo to všeč, a ti tudi to počneš? Si svojo knjigo zrecitiral in jo daš not v avto, ko se voziš. Jaz ne recitiram, to bi že zdavnaj lahko vedel, Igor. Dobro, jaz mislim, da še imamo kaj za pripomniti. Muska je bila neobstoječa, akcija je bila precej akcija generična. Katastrofa. Ja. Ne vem. Box scena brez Adrian je brezvezna. Ne, res. Ne, mislim, jaz večino Marvelovih filmov vse dvakrat pogledam, tega pa močno dvomim. Ne vem, meni je končno, nekako bom tako rekel, razumem na Rotten Tomatoes oceno kritikov, pa mi je zanimivo, v bistvu, zakaj je pa od fanov oziroma gledalcev tako visoka, 84%, vse na zadnje, ki sem videl. Ja, in mi je bilo tako, to je pa res hud razkorak, bolj kot ponavadno. Pa ne vidim res nekega hudega povoda, tudi na našem Discordu, kjer ste pač tudi vabljeni, vsi, ki to poslušate, da kakšno še pripomnite, bilo je nekaj zelo pozitivnih komentarjev, pa sem bil tako, če ti dela, če ti sede, da best, ne? Ja. Ne vem, mislim, meni se zdi, tale Wakanda me je v bes spravo, zato ker
toliko potencijala, toliko proč vrže. Ta pa imaš občutek, da ni imel nekega potencijala nikoli. To se ne razhudi, si pač tak, ja, konec je, gremo dalje. Jaz sem hotel samo reči, da je režiser rekel, da je Kang, da je on povezave za Kanga videl v Aleksandru Velikem, pa za Major sta bile pa inspiracije Džingis Khan in Julij Cezar, da boste vedeli, kam sodi to. To je visoko leteče, nekaj. Ja. Kaj je tudi rekel, da za scenarist, da mu je bil njegov vzornik Shakespeare, ker pač ni videti tega. Pa Hitchcock. Ja, in jaz mislim, da je to bolj ali manj to, no, da ne bomo se matrali s tem filmom več. Če ga niste šli pogledati, pa ste zdaj to poslušali, dvomim, da smo vas navdušili, da bi ga zdaj šli gledati, ampak mogoče ga pogledate, ko bo prišel na Disney+, ko vas bo to ne bo nič dodatnega stalo, če že imate naročnino za Disney+. Mimogrede pač prejšnji Črni panter je že na Disney+, ne, tako da za tiste, ki ga niste ujeli v kinu, mogoče ga pogledate zdaj. Mito, a ti je padlo kaj na pamet za Star Trek kotiček, variante, imamo Mirror Universe seveda spet. Ja, to, ampak ni baš to joke kvantne manije, ne? V bistvu kao, da je to... Mislim, mogoče bolj določene scene, kjer so bili ujeti v holodeku. Ma ne, prej bi jaz rekel, da mogoče je tisti kakšen planetek, ki se pojavi iz niča in je ujet v svoj čas, tega ene, 2-3 variante so v vsaki seriji posebej, mislim, da nazaj. Variants. Mogoče je ona epizoda iz TNG, ki se Picard iz prihodnosti pojavi nazaj. To, ampak tega, to je ta fora, ta science fiction, ki se ga tle grejo, je tako medel, vse si se ti pravilno izrazil, to je bolj fantasy, kot nek magic realm, ki se v bistvu itak noben ne ukvarja s tem, kao ta Kang bi ne imel ful tako hud tek, da nam že deluje magic, ne, in kao, mislim, da je že to ta level, kao, lej, sploh ni več science fiction, to je samo še fantasy in ne ukvarjamo se več, kak delajo, ne. Se tudi nam pove, od kje so vsa ta bitja in kak so in zakaj ima oni laser iz glave in oni nima lukn in pa eni so pa ljudje. Pa s tem, da Kang ob vsej teh tehnologij na koncu seveda strelja strele iz rok, tako kaj, ne vem, Emperor v Star Wars. Pa rabi Pimove delce za to, da se spravi ven iz tega realma, ker njegov 30 stoletje tek očitno tega ne zmore. Ne, tak da. A veš, toliko je teh nekih za lase prevlečenih zadev, da si tak, ja, ok, let's go with magic, it's easier. Ja. Super, skratka, gremo v rubriko, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo, kjer je prvi, ki gleda, bere, špila in posluša. Igor, kaj si v tem času pogledal, bral in špilal? Ogromno, ampak bom zelo na kratko. Torej, pogledal sem vse 4 Shreke z hčerko in moram reči, da me je presenetilo, da so skoraj boljši, kot so se mi zdeli, ker sem imel občutek, da kvaliteta bistveno pade, ampak zdaj, ko sem jih pogledal vse naenkrat v roku enega tedna, ne. Vsi 4 filmi so zelo dobri in jih priporočam. Zelo. Mislim, ni, da prvi bistveno izstopa, ampak res v redu. Dober humor. In če sem pozabil ene stvari, recimo mislim, da v 3. je scena, kjer tele zavrnjene princeske napadajo in je Sneguljčica, ki kriči in pač vse te živali napadajo z njo in je podlaga glasbe na Immigrant Song od Cepelinov. Perfektno. Sneguljčica pa Cepelini. To je bilo to, kar smo videli. Vi ste v tem fazonu pogledali tudi Pitch Perfect 1, 2, 2 je res genijalen, 3 je za nič, nisem do konca pogledal Mean Girls 1 in 2, 2 je res negledljiva, 1 je super. Še vedno deluje tudi današnji dan, mislim pač tej najstniški kulturi, ki se je konkretno spremenila zaradi spleta in social networks in tega je to film, ki je full relevant pa zabavno. Gledal sem Trkanje v koči, kot je izpostavil eden od komentatorjev na MMC-ju, porn verzija bi morala biti Drkanje v koči, ampak razbiones, to bi bilo kar boring.
mito, grinning izraz na obrazu. Čudovito. Ja, Shyamalanov horror film, postapokaliptičen, torej, oziroma apokaliptičen. On je že naredil 2 apokaliptične filme, The Happening, ki je bil zelo slab, in After Earth, ki je bil še bistveno slabši. In tale je dober. V redu je, napisal sem recenzijo, lahko linkamo, da gremo zdaj malo naprej počasi. Pol sem gledal romantične komedije, tole Someone I Used to Know, ki je na Amazonu, Alison Brie pa Dave Franco režira, je lušna štorija o ženski, ki se vrne v hometown. Edino, pa je kao bila uspešna v Hollywoodu pa whatnot, edino je full disturbing, ker je tale hometown neko mestece v Washington State, tam sredovnih gozdov, ki je narejeno v bavarskem slogu in pol pač imaš cel ta Seattle vibe, ampak vse je v bavarsko in je weird. Okay. Ampak lušen film, Alison Brie je kot vedno super. Pač tam sreča enega tipa, s katerim sta že bila zaročena, in potem on je hotel v tem mestu domačem nazaj živeti, ona pa v Hollywoodu, in sta šla na razni in zdaj mogoče bi spet bila skupaj, ampak ja, on se bo pa glih kar poročil in potem ona vseeno proba, če bi nekako na razen spravila, ampak glej, zelo v redu je izpeljano vse skupaj in mislim, da Dave Franco je pokazal, da zna režirati, no. Če je že pred kamero malo lesen. Ali pa pač Vanilla Ice v najboljšem primeru. Na Disney Plus sem odkril eno krasno krimi komedijo Wedding Season, kjer je štorija to, da en tip vdre, s tem se začne na poroko, da bi jo ustavil in reče ženski, da jo ljubi, naj se ne poroči s tem dripcem, in ona mu reče, da glej, res ne, idi beg, nočem te videti. In pol tak naslednja scena, on razlaga to friend in reče, ne vem, kako bi lahko bilo vse slabše, v tistem vleti policija, zakaj si delal na tej poroki, povej vse, ti si ziher odgovoren, večina svatov je umrla, je bilo umorjenih, zastrupljenih, kako imaš ti veze s tem, ona je pa pogrešana in potem pač se stopnjuje iz tega, bežijo pred policaji, ena huda zarota, neki od zadaj, v glavnem čist insane, fora na romkom vse skupaj, tak for wedding se na funeral varianta, ampak, you know, a lot of funerals. Okay. Tako da to moram zelo priporočati, je na Disneyju. Potem na HBO-ju je Batman The Animated Series, ki nisem celotne pogledal, ker pač je šele pač par dni. Ampak bom, obvisli. In je krasna in moram reči, da zelo lepo od HBO, da se ne grejo Netflixa in režejo tako Netflix pri Seinfeldu, ko pač, ja. Tako da je super. In potem bi še ena stvar izpostavil, in sicer na temu knjigo sem prebral in je odlična knjiga in jo priporočam. Naslov, avtor je H.P. Lovecraft, naslov je Supernatural Horror in Literature in predstavlja pregled žanra grozljivke v literaturi do pač 1930-ih, ko je Lovecraft ustvarjal, in je super pregled. Tako res se vidi, da je človek se poglobil v elemente, v to, kaj je žanr, kaj je pomembno za žanr, zakaj določene štorije delujejo, zakaj ne. On je bral pač vse od srednjeveških besedil do pač sodobnikov svojih, ful pohvali recimo Mary Shelley, obviously. Izvedel sem recimo, da oče od Mary Shelley je tudi pisal horror štorije, ampak pač postavi, da ji ni segal do ramen. Ful je ene take bizarne trivije not. Nekaj je tudi rasizma, obviously. Pa zaradi tega njegovega recimo ozkoglednosti je ta zgodovina hororja omejena na pač angliško, pač British Isles, Nemčijo in Ameriko, pa nekaj malo Francije zraven, ker
izpostavi še dodatno judovsko pa arabsko vplive, ampak zelo malo pač omeni, da je to obstajalo basically in da je pomembno, ampak ni šel v detajle, izpusti pa pač povsem Španijo in Afriko, Južno Ameriko, karkoli, vse to pač za ne obstaja, ker pač res je bil rasist in poleg tega, da ni maral temnopoltih, tudi ni maral Portugalcev. Ker res ful so vedno izpostavljeni, pač ti Portugalci pa, ja, ne vem, čuden človek. Ampak, kar se pa tiče ene zelo dobre analize, pa to moram priporočati, 100 strani nekje ima tak eseje, dost hitro se bere, zelo zanimivo napisano in ful priporočam vsakomur, ki ima rad žanr. Okay. Igor, hvala. Mito, ti si tudi kar nekaj pogledal te dni. Ja, jaz za napol že za Oscar naprej gledam. Aha, vidim Uncharted. Ja, to je ta najbolj Oscar film ever. Torej pogledal sem Megan, ki je ok, Black Adam, ki je meh, Uncharted, ki je meh, Trikotnik žalnosti, ki je sicer ok, mi ni bil slab, Fabelmanove, ki mi je tudi bil ok, pa Aftersun, ki mi je pa bil izjemen. Zdaj, ne bom vsakega posamično, lahko greste na moj Letterboxd, pa si tam preberete, kaj se menim v njih o Trikotniku žalosti, Aftersun, pa Fabelmanovi, bom pa itak v epizodi v Oscarjih kaj več povedal. Za Uncharted bom pa tako rekel, da mi je škoda, ker so zgrešili, ker ni slab film po sebi, ampak so nekako zgrešili napetost pa nasploh humor ali pa akcijo iz igre, ki se mi zdi, da ni bila dobro prenešena tu skozi. V Megan pa da je bolj konvencionalen, kot sem si pa mislil. Ja. Okay. Pa imam eno vprašanje. Black Adam ali Ant-Man, kjer ti je bilo bolj meh? Black Adam. Ja, ne? Vsekakor. Res. Mislim, Black Adam res ne, še manj vejo, kot pa kaj bi bil, kot pa Ant-Man. So pa v bistvu res mogoče malo preveč želeli zgraditi na Dwayne Johnsonovi fami, no, da bi kaj resnega z tega ven stisnil, ker ne, tiste pa slabo. No. Še celo, mislim, da sem na Letterboxdu tudi napisal, sem jaz ravno kar gledal Origin Story Talibanov. A veš, če to pomisliš, če je že takšna ekstrapolacija, zraven pol veš, da ne more biti dobro. Tako da je. Ja, zato se še jaz vedno nisem spravil k temu, da bi ga pogledal sploh, ampak po mojega bom enkrat. Veš kaj, jaz sem imel neko virozo 3-4 dni, tako da sem bil ravno dovolj spržen, da sem takšno sranje lahko pogledal. No, super. Ja, jaz sem pogledal od filmov Tar in The Woman in the Window. Tar bomo delali v Oscarjevi epizodi, rad bi sem povedal, jaz sem bil zelo navdušen nad njim in zato tisti, ki ga še niste uspeli pogledati, mislim, da v Kinodvoru se še vedno igra, tako da ga vsaj v Ljubljani lahko jamete v Kinodvoru, pa tudi po Art mreži, jaz mislim, da po lokalnih kinocentrih oziroma kinih ga lahko najdete, tako da zelo priporočam. The Woman in the Window je na Netflixu, mislim, da je Mito takrat poročal, ko je to pogledal, jaz se strinjam z njim, da to pač brez odlični igralci, ampak to nima suspenza, slabo je narejeno, posneto in vse skupaj, tako da mi je bil kar veliko razočaranje ta film in je prejel zelo nizko oceno. Pogledal sem 5. sezono The Crown, končno, se mi je kar dopadla, moram reči, mi je bila sicer 4. mogoče malo boljša, 5. se mi je zdela pa zelo zanimiva, zdaj se že pač prihajamo v ta leta, ko sem nekatere te stvari že vem približno, kaj se dogaja in mi je bilo mogoče tudi z tega. Zanimivo, igralska zasedba je pa še vedno odlična in jaz moram reči, da to se mi zdi pa najbolj neverjetno, no? Kako vsako 2 sezoni menja igralsko zasedbo, pa je vseeno odlična, so pa 6. sezono mimogrede že začeli snemati in naj bi še letos prišla ven konc leta in 6. sezona bo tudi zadnja sezona The Crown, tako da se tega veselimo. Potem sem pogledal pa še samo 2. sezono primerov Inšpektorja Vrenka, ki je, mislim, da smo jo vsi gledali na RTV Slovenija. Jaz bi sam to rekel, da pač
počasi bi vseeno rad, da slovenske stvari nehajo imeti za izgovor to, da so slovenske stvari in da se ene stvari pač malo poštimajo. Jaz sem zdaj recimo začel gledati Twin Pines, kako je že naslov na HBO-ju, skratka neko detektivko, ki mi ne zgleda, da je posneta kaj v končni fazi skaj več denarja, razen da je Molina v glavni vlogi. Ne zgleda, da je v to vrženo kaj dosti več denarja kot v Inšpektorja Vrenka in tudi ima svoje napake, pač prva dva dela sta bila tako šejki, ampak po drugi strani pa vidiš vse to, kar Inšpektor Vrenko nima. Jasno ti povejo, kdo so osumljenci, razmišljajo o umoru, pogovarjajo se ves čas o umoru, pogovarjajo se o primeru, razmišljajo s tabo in čeprav tudi tukaj si ti težko recimo ugano, kdo je bil morilc v prvih 2 epizodah, ker ima več epizodično strukturo, zelo podobno tudi Inšpektorju Vrenko. En primer je bil zdaj vsaj v prva 2 dela, pa zdaj bo zgleda drugi, tretji pa četrti in tako naprej. Ima pa en koron primer, ampak ja, take stvari, tega pač ne moreš delati, no? Ne moreš imeti počasnega posnetka policije, ki se opremlja, da bo šla ujet osumljenca, potem pa je ta osumljenc v naslednjem prizoru v priporu že in skratka nimaš nobene, tisti prizor pač nima nobenega smisla, pač take stvari so velika scenaristična, velika pač kakršnakoli napaka in pač to dajte to zrihtati, no pa dajte 3. sezono, kajti zdaj primeri res, ki zdaj prihajajo, so vedno boljši in si tudi jaz mislim, da Inšpektor Vrenko zasluži boljše obravnavo. No? Ne, se strinjam, jaz sem tudi gledal, pa tak en kup stvari je bilo, ki niso nikamor vodile, ali pa kjer se pač niso zavedali. Tisto recimo, ko se Vrenko gre peljati na Pohorje, zato da pol telefonira od tam v drugem delu, mislim, sploh nima smisla zato, ker se umor, mislim, se stvari dogajale na Pohorju, torej bi zgleda, kot da on gre preiskovati še enkrat kraj zločina, ne pa da se on šel joyridat, polkrat daš, da se joyrida nekje v Goricah ali pa v Dravi ali pa whatever, ne? Pa tam v tistem je bilo tisto scena z Barbiko, ki je takoj na začetku je bilo potem takoj jasno, kdo je morilka in zakaj. In je bilo vse tako, no. Ene stvari so tako, ja, to se je gradilo, zdaj to si je meni tlelo ful leti, da sem točno njega zdaj, pol onega drugega pa sem mimo grede, kaj je šel mimo pa me zarit zgrabo, dejno. Plus, mislim, glej, ful je bilo stvari narobe glede tega, pa tudi tam v onem prekmurski del, kjer je imel en kup stvari v redu, pa en kup stvari spet ni štimal, no. Mislim, sploh morilski je bilo, pa vsakič je bilo jasno, kdo je. No. Ja, vsakič je on model, ki nima kaj iskati v štoriji, ampak ima ful placa v tej štoriji. Ne, vsakič ga drugače posname. Meni ga je v hotelu, ne, v tej 3., 4. del, tisti, ki ga je drugače posnel, si vedel, zakaj si njega tako posnel? In prosi kao, edini odgovor, ki je bil možen, ker itak tako si ti rekel, ne veš, kaj se pogovarja, pa razmišlja, ne, si pač zihar mora biti on, če ga drugače, zakaj pa tako posneta, ne, ja, veš. In če mi to dela serija, sorry, to je slabo, ne. Ja. Sam še osumljenci bi mogli sam še začeti švicati, pa bi tako vedajte si. Ja, tak, ker si za švicati. Ful neki originalnega, Doji Ice, veš ko. Ja. No, plus, mislim, tam en kup stvari ima, ki tak neke namigne, da bo, ne, tak v prekmurskem delu je bilo tak ful weird, da tale lokalni policaj je malo preveč zlizan s vsemi, tak korupcija, ali pa vse prostor za korupcijo je bila tak hintana v vsakem delu 6-krat, ampak ampak to je ta tipičen prekmurski šarm, Igor, ti to ne razumeš, to pač tako je, vsi prekmurci imajo to, kamorkoli pridejo, oni se zaštekajo med sabo, oni se imajo radi, to je to. Plus nobenega, ki bi bil dejansko osumljen kadarkoli na proba poklicati na telefon, tak, on je pa v Gracu, pol pa ne moramo. Ne, da bi sploh vprašali, če ima telefon, pa tak, come on. Ja, no, skratka, tako da jaz upam, da to malo popravijo, no, pred 3. sezono, pa seveda, da teh stvari ne bomo zdaj gledali ponovljenih še v Virusu ali karkoli je zdaj na vrsti za Tadeja Goloba oziroma za Inšpektorja Birsa, tako da... Se tisto ni nikoli bilo potrjeno, da bo dalje. Ja, jaz nekako predvidevam, da bo dalje, ali kaj. Bomo videli, no, zdaj RTV je itak tam, kjer je, tako da nič se ne ve. Bomo videli, če bojo to dalje snemali, predvsem pa
jaz mislim, da to je nek obet, da lahko, ampak dajmo se pač potruditi in take stvari, malenkosti, ki se jih res da spolirati, pač dajmo resno narediti. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 150. epizoda, en mini jubilejček, ampak glede na to, da zdaj s epizodami toliko šibamo, bo 200 epizoda zelo hitro, tako da bomo tale mini jubilejček preskočili in resnično praznovali 200. epizodo, se že veselimo. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor in tokrat sem prvič pozabil si napisati kakšne smešne stvari, tako da bomo tokrat to preskočili. Z vami smo bili torej Igor, Mito in Aljoša, skoraj sem pozabil, kako je meni ime. Tole epizodo smo posneli preko spleta v neposrednem prenosu iz naših razkošnih dvorcev. Če je kaj odmevalo, se opravičujemo. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljajte platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če se boste v naslednjih dneh spraševali, kakšen bi bil svet, če bi ga vodile socialistične mravlje, je odgovor seveda logičen. Boljši. Ne glede na to, kdo ali kaj bi namesto belega cis moškega srednjih let vodil svet, bi bil ta v vsakem primeru na boljšem. Ja, resnica boli in zato vam po koncu naših epizod iz ušes teče kri. Podcast Obot, morda tega niste želeli slišati, a to ste morali slišati. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku Grindrju, hvala Igor, in Instagramu smo podcast s K-jem, Obot brez pikic vmeš. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bodemo konzumirali sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabno mreže še vedno tudi delimo rajcere, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vse vprašanja, pripombe, komentarje, razlage kvantne fizike, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 150. epizoda. Dragi oboževalci in oboževalke, naslednja redna epizoda je torej na vrsti 6. marca in če se jutri potikate okrog Kina Šiška, pridite poslušati našo epizodo živo o slovenskem žanrskem stripu Spijo Nikolić. Hvala vam za vašo pozornost. Yeah.